Lep pozdrav v današnjih minutah za kulturo na televiziji Celje, spoštovane gledalke in gledalci, v kateri vam bomo predstavili odkritje spominskega obeležja Vojničanu Franju Felicianu, ki so ga opravili v četrtek opoldan v tamkajšnjem parku pri občini, in pa seveda tudi razstavo Franja Feliciana oziroma njegovih izdelkov v Pokrajinskem muzeju v Celju. Lično urejen vrt pri občinski stavbi v Vojniku je bil v četrtek 16. februarja opoldan prizorišče odkritja spominskega obeležja znanemu Vojničanu Franju Felicianu, ki se je v zgodovino, pa ne samo kraja, temveč tudi širše v slovenski kulturni prostor in mednarodno zapisal s svojimi uporabnimi in umetniškimi izdelki na področju lončarstva in pečarstva. Odkritje spominskega obeležja je bilo prvo dejanje tega spominskega dogodka ob 110. obletnici rojstva Franja Feliciana, ki so ga istega dne ob 16. uri nadaljevali v Pokrajinskem muzeju Celje z odprtjem razstave o njegovem življenju in delu, najprej v Barbarini dvorani s programom otvoritve in predstavitvijo znanstvene monografije avtorice kustosinje Barbare Trnovec, ki je tudi pripravila razstavo v občasnih razstavnih prostorih Stare grofije na Muzejskem trgu v Celju. Odkritja spominskega obeležja Franju Felicianu, ki ga je ustvaril graver Miran Skutnik iz Vojnika, so se udeležili tako predstavniki Vojnika, županom Brankom Peteretom na čelu, kot tudi predstavniki Celjskega pokrajinskega muzeja z njegovim direktorjem profesorjem Stanetom Rozmanom na čelu in avtorico razstave in monografije kustosinjo Barbaro Trnovec. In skupaj so s sinom Franja Feliciana, Martinom Felicianom, odkrili spominsko obeležje, na kar so v Vojniku seveda izjemno ponosni. Jaz sem seveda vesel, da smo v sklopu tega projekta nekako prepoznavnosti ljudi, ki so v Vojniku pustili svoj pečat, danes lahko odprli tudi tole obeležje za gospoda Feliciana. Še toliko bolj, ker je njegovo delo mogoče nepričakovano tudi umetniško delo. In jaz mislim, da kakorkoli bo to prineslo v Vojnik dodatno znanje in poznavanje naše zgodovine, poznavanje naših ljudi in s tem seveda dodaten ponos na vse te ljudi, ki so živeli z nami. Hkrati pa seveda verjamem v to, da bo to tudi obiskovalcem, ki pridejo v Vojnik, nekako približalo naše življenje, naše ljudi in poleg lepega prostora, lepe narave in bi rekel vseh teh zgrad, tudi sakralne umetnosti, nekako pokazalo tudi še drugo razsežnost našega dela. Pobudo za postavitev spominskega obeležja Franju Felicianu v Vojniku je dalo tamkajšnje turistično društvo in na občini ter v Pokrajinskem muzeju so jo takoj podprli. Pobudo, ki smo jo potem skupaj oblikovali z občino Vojnik, spominsko obeležje, je prišla sicer deloma s strani turističnega društva, ki je podala te pobude, da se pomembne Vojničane obeleži tudi preko spomenikov in seveda mi smo seveda ta predlog podprli, tako da se danes nahajamo tukaj, kajti menimo, vse moje osebno mnenje je, da si dejansko Franjo Felician zasluži ta pomnik tukaj v Vojniku. Kot rečeno, pa so tega dne v Celjskem pokrajinskem muzeju ob 16. uri v njihovih občasnih razstavnih prostorih v pritličju Stare grofije na Muzejskem trgu odprli še razstavo, ki predstavlja življenje in delo lončarja in pečarja Franja Feliciana iz Vojnika. Razstava je rezultat raziskovanja kustosinje, univerzitetne diplomirane kulturne antropologinje in etnologinje ter muzejske svetovalke Barbare Trnovec, ki je ob tem napisala tudi znanstveno monografijo o Franju Felicianu. Monografijo, kot tudi razstavo, pa je naslovila Lončar, pečar, umetnik Franjo Felician. Idejna zasnova monografije je njena in tak kolektiva. Slednji je opravil tudi njeno oblikovanje in prelom. Slikovno gradivo zanjo pa so prispevali Pokrajinski muzej Celje, osebni arhiv Martina Feliciana in Agate Freje Majaron ter Plečnikova hiša. Recenzentke monografije,
ki je nastala v pomoči vrste strokovnih sodelavcev, pa so dvojni doktorici Mateja Kos-Zabel in Verana Vidrih Perko ter doktorica Bojana Rogelj Škafar. V 300 izvodih pa so jo nastisnili v grafiki Gracer, na voljo pa je v Pokrajinskem muzeju Celje. Razstava, kot tudi monografija, pa predstavljata številna zgodovinska dejstva, dogodke in izdelke iz bogatega ustvarjalnega opusa Franja Feliciana. Osnovna ideja je bila v programu za leto 2022-2023 smo imeli razstavo ljudske umetnosti. Ko je kolegica Trnovčeva raziskovala to zraven ljudske umetnosti, je naletela tudi na Feliciana, s katerim je muzej že v preteklosti precej sodeloval. Tako je že pokojna Milena Moškon se precej družila z gospodom Felicianom. Magister Vlado Šliber je tudi dokumentiral njegovo delo, tako da je bilo potem logično, da je smiselno, glede na to, da je dejansko bil umetnik, da ni bil zgolj lončar, da je bil celo, jaz mislim, da primarno bolj kot umetnik, ki se je izrazil preko gline, da se posveti del razstave njemu in temu tudi monografija, ki se je potem bila napisana. Kajti pogostokrat se pozablja, v spominu še živečih ljudi, seveda se ga še spominjajo, nekatere generacije pa potem, ko pride, pa se več tega spomina ni in se nam je zdelo smiselno. Knjiga in pa razstava ostajata, katalog pa monografija ostaneta potem za večno zapisana. Franjo Felician se je rodil 16. februarja 1913 v Vitanju, materi Frančiški, rojeni Podpečan in očetu Martinu, lončarju, po katerem je Felician kasneje prevzel obrt in jo razvil do prepoznavnega umetniškega vrhunca. Družina se je kasneje preselila v Vojnik, kjer je Franjo odraščal, se izučil obrti in postal lončarski pomočnik. Svoje znanje je nadgrajeval sam iz knjig, hodil pa je tudi na šolo za umetno obrt v Gradec, kjer je 1944 opravil tudi mojstrski izpit. Predvsem s svojimi kamini je zaslovel daleč naokoli. Tudi sicer je bil umetniška duša. Pred vojno je bil pri Sokolih, Tamburaših in v gledališču, po vojni pa je deloval pri Vojniškem kulturnem društvu France Prešern in nastopal v gledaliških predstavah, bil pa je tudi scenograf. Ko je življenje in delo Franja Feliciana začela raziskovati kustosinja Pokrajinskega muzeja Celje Barbara Trnovec, je pravzaprav ugotovila, kot sama navaja, da se za njegovim imenom skriva osupljiva zgodba. Odkrila je namreč njegove povezave z arhitektom Jožetom Plečnikom, z Robertom in Henrieto Frejem, lastnikoma ljubljanske lectarije, z arhitektom Edom Mihevcem in številnimi umetniki, in navdušili so jo njegovi lončarski in pečarski izdelki, ki pričajo o izjemni ustvarjalnosti, ljubezni do umetnosti, predanosti delu, studioznosti in iskanju izvirnih rešitev. Med drugim je eno njegovih najbolj znanih del 12.000 keramičnih ploščic, ki prekrivajo več kot 400 kvadratnih metrov sten v Slovenskem kulturnem domu v Trstu. Gre za njegovo prepoznavno monumentalno delo iz ročno poslikanih, dvakrat glaziranih in dvakrat žganih keramičnih ploščic, ki prekrivajo stene v vhodni avli, na dvojnem stopnišču in v foajeju parterja. Na njih je zasnoval 12.000 različnih motivov, na katerih prevladujejo variacije na temo ornamentov, s katerimi je že pred leti krasil svoje lončarske izdelke. V teh ploščicah je med drugim zakodirana njegova vrednost v slovenskem ornamentu in slovenskost in je svojevrsten zapis slovenske kulture in miselnosti. Razstava dejansko prikazuje del njegovega opusa, kajti vseh njegovih izdelkov praktično ne moremo, bistveno preveč jih je, vendar vsej del tega njegovega sodelovanja z nekaterimi umetniki iz tistega časa, tako z Lorenčakom, kot potem se seveda mojstrom Plečnikom, kot je bilo prej to omenjeno, in pa njegovo epohalno delo, pa je dejansko tukaj vidi se veličina umetnikovega dela, vidi se, da ni bil zgolj lončar, ampak da je bil dejansko umetnik. Otvoritve spominskega obeležja se je udeležil tudi sin Franja Feliciana, Martin Felician,
in z njim smo se pogovarjali, kako je doživel ta slavnostni dogodek. Ko sem izvedel, kaj se bo dogajalo danes, oziroma že pred meseci, ko je gospa Trnočeva zbirala material, sem bil presenečen. In danes pa sem izredno vesel, počaščen, da lahko prisostvujem temu trenutku. Oče je le bil star Vojničan, zavzemal se je tudi za kulturo, sodeloval v kulturnem društvu in tudi kot umetnik nekaj prispeval k razvoju Vojnika. Ob odkritju spominskega obeležja Franjo Feliciano na vrtu pred občinsko stavbo v Vojniku in ob dejstvu, da je tam že postavljeno tudi spominsko obeležje Francu Goričanu, sadjarju in vinogradniku, pa se nam je kar samo postavilo vprašanje, ali bo v bodoče sledilo še kaj podobnega. Zdaj, v bistvu v osnovi je bil ta prostor nekako zastavljen kot učni vrt in v bistvu spominsko obeležje na gospoda Goričana, ki je bil pač na področju sadjarstva, vinogradništva v svojem času pomembna osebnost, strokovno pomembna osebnost. In danes smo mu pač dodali še to dodatno obeležje, ker smatramo, da je seveda dobro, da je na enem takem prostoru, kjer ga ljudje potem obiščejo. Najprej je bila ideja, da bi bilo to obeležje blizu njegove hiše, ampak tam bi ga verjetno zelo malo ljudi videlo, zato smo se odločili, da je to tu. Seveda se pa pridružuje že prej postavljenim obeležjem naše Doroteje Hauser in pa doktorju Henu, ki nekako vsak na svojem področju pač razkrivata to širino delovanja naših ljudi. Jaz si seveda nekako predvidevam, da bomo še dodali kakšno ime, odnosno kakšnega našega pomembnega človeka. Ne bomo pa to naredili vse naenkrat, ker se mi zdi, da vsem tudi ne bi smela biti inflacija teh dogodkov, ker potem bi razvrednotili ta pomen. Tako da mislim, da ja, ampak z časom lepo postopoma. Razstavo lončarskih izdelkov in umetnin Franja Feliciana pa si boste lahko tukaj v prostorih Pokrajinskega muzeja v Celju v Stari grofiji ogledali vse tja do konca avgusta letošnjega leta. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami in pa prav lep pozdrav do prihodnjič.